zanimivo. Nocoj, kaj dogaja, gostimo avtorja dveh knjižnih uspešnic, ustvarjalca podcasta Umetnost lenarjenja in v prostem času infektologa. Z nami je David Zupančič. David, dober večer. Ja, živijo. Dober večer, živijo. David, daj mi zdaj povej, pišeš knjige, delaš podcaste, si oče, infektolog, na infekcijski kliniki delaš, kar je zelo naporno. Zdaj mi povej, po kakšni logiki zdaj ti nam lahko govoriš o umetnosti lenarjenja? Jaz mislim, da ti za lenarjenje nimaš časa. Ja, se veš, ne, se mi zdi, da mogoče celo ljudje, ki največ delajo, pa so najbolj zaposleni, najbolj razmišljajo o počitku pa o odklopu. Če si če tvoj cel dan baziran okrog neke, bom rekel, bolj miru in počivanja, se najbrž nikoli ne vprašaš, kaj to sploh pomeni in zakaj je pomembno. Pa kako si razporediš pol ta čas? Ja, tega vprašanja pa nikoli ne maram, ker ne znam iskreno čisto dobro odgovoriti na njega. Jaz mislim, da čas pa energija sta dve valuti, ki sta najpomembnejši, obenem imamo pa vsi približno enako, če smo zdravi. In če nekaj novega vpelješ, nekaj žrtvuješ. Jaz sem začel pisati, dobil sem otroka, sem šel iz 4 treningov na teden na enega, recimo igrc ne igram več, ali pa igram 1 uro na teden namesto 2 na noč. Tako da tle gre za neko parceliranje, kdo tudi malo spanja odreže, kar jaz ne morem, spim zelo rad in ga zelo veliko potrebujem. In na koncu mora biti sam ta neto produkt nekaj, kar ti je všeč in za čemer lahko stojiš. V podcastu Umetnost lenarjenja, kjer gostiš številne strokovnjake, se daješ na svete o tem, kako se spopremati s stresom. Kaj je namen tega podcasta? Da smo še bolj produktivni, kot si rekel, da si znamo razporejati čas, ali da se si že mogoče odgovoril, kaj česa odpovemo? Začetek podcasta je bil nekako iz želje, da naredim nek strnjen produkt, ker Instagram, kjer imam največ sledilcev, tam so bolj objave, tako minuta, 2 minute, 3 minute, danes, jutri, potem zginejo, nekdo pozabi. Podcast je pa možnost, nek medij, kjer lahko se strokovnjakom usedeš za 1 uro. In tukaj sem hotel nek strnjen, recimo, pogovor o spanju, o stresu, o čuječnosti, meditaciji, pa se je pa razširilo, govoril sem o marsičem, govoril sem o transplantacijski medicini, o kriptovalutah, o umetni inteligenci, o humorju, o palačah spomina, tehnikah pomnjenja. Se pravi, zdaj sem to nekako prepoznal kot nek medij, kjer se lahko jaz usedem in povabim enega človeka, s katerim sem se zelo rad in sem se zelo želel pogovarjati 1 uro, se usedeva in se pogovarjava tako, da nekako deljenje nekih zgodb, seveda z rdečo nitjo duševnega zdravja in tega vprašanja pomembnega, kaj je produktivnost, kaj je počitek in zakaj oboje v resnici pomembno. Pa kaj je stres, ne? Ja. Ker, veš kaj, mene zmer zanima, mi imamo isto veliko stresa. Ja. A je stres vedno negativen, a je tudi pozitiven? Absolutno. Da je ta pozitiven stres? Lahko in tudi je izraz eustres. Eustres je pozitiven stres v fiziologiji, distres je negativen stres. Srce boljš deluje, boljš se kar, če malo napneš. Se pravi, če imaš ti prekomerno, recimo, je nek problem, da je tekočine krvi preveč, srce raztegne, takrat bolj močno dejansko fiziološko deluje. Če to prenesemo na ljudi, marsikater pisec, novinar ne bi končal dobrega prispevka, če mu ne daš deadline, se najbrž vsi to vemo. In se mi zdi, da iz tega vidika ni vedno stres slabo, nekaj slabega, tudi otroci, biti starš, največji stres, ki sem ga v življenju občutil. Pa ne bom rekel, da trpim samo. Se pravi, tukaj je veliko lepega, ki prija iz tega. Si pa tudi pisatelj, tvoja prva knjižna uspešnica Življenje v sivi coni je doživela velik uspeh. Postala je knjiga leta 2022 na knjižnem sejmu. Lansko leto si izdal novo knjigo oziroma Znanost mirnega življenja. Si kdaj pomislil, da bi zdravniško haljo obesil na klin, pa postal samo 100% pisatelj v vseh teh uspehih? Sem pomislil, seveda, in predvsem v kakšni hudi nočni izmeni pridejo te misli, ampak zmeri, ko sem to recimo tudi doma izrazil, mi žena tudi vedno isto reče, da bi se meni zmešali. Mislim, po eni strani nobenemu ne pašejo te najbolj grozne in stresne razmere, po drugi strani smo pa tudi določeni ljudje, ki v tem nekako živimo in se najdemo. Meni se enostavno more dogajati. In tudi veliko materijala za knjige črpam iz službe, veseli me medicina in nekako delujem na teh obratih. Tako da jaz bi rad ostal zdravnik, seveda pa ob nekih znosnih obremenitvah, če je to možno. Oprosti, David, ampak na koncu te moram vprašati, kaj zdaj s to stavko? Kako pa ti vidiš to? Zdaj bojo neke medijacije, ampak kaj ti želiš, da se bo po stavki spremenilo?
Ja, jaz sem zdravstvu. kar vesel ta trenutek, ker imam študijski dopust. Maja upam, da specialist, aprila imam izpit in sem zelo umaknjen od In tega. ko prideš nazaj, kaj hočeš? Takrat, predvsem si želim, da ne bi bilo več stavke maja. No. Ko se vrnem, sem umaknjen v knjižnico, se učim. Zelo mi ni všečno to, da traja, da se nikakor ne da zmeniti. Predvsem pa se mi zdi, da je nujno narediti neke velike spremembe. Mislim, z vidika infektologa mi ne moramo iti privat sploh. Ne? Infektologija je samo javna stroka, ker so tukaj najbolj bolni ljudje. Če boš na urgenci čekiral poleg zdravstvene kartice še bančno kartico, smo kot narod propadali. Ne? Tako da mi si pa sploh najbrž od strok še najbolj želimo nekega normalnega, dostopnega javnega zdravstva, ki bo prijazen do delavcev in do uporabnikov. In jaz upam, da je to tudi želja in pritisk sindikata in da se tukaj ujamemo z vlado. In upam, da maja, ko prijem nazaj, bomo vsi spet prijatelji. Ja. Upajmo. David, najlepša hvala veseljem. za obisk v studiu. Pa še veliko ustvarjalne energije. Pa Čim manj stresa. Čim manj oziroma stresa, ta dobrega To je stresa. cilj, ja. Hvala.